večer, dobrodošli na Slovenski matici. Danes nadomeščamo predavanje, ki je bilo predvideno za januar, pa takrat ni bilo mogoče, ker smo prenavljali dvorano. Danes pa bo nastopila profesor dr. Tamara Lah Turnšek. Tukaj vidite, o čem bo govorila, da jaz sam par besed o njej povem. Profesor dr. Tamara Lah Turnšek je profesor iz organske kemije in magisteriju ter doktoratu iz biokemije, bila zaposlena na oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Štefan in vmes v kliničnem laboratoriju pediatrične klinike v Ljubljani. Leta 1989 je postala docentka in leta 2006 redna profesorca na biotehnični fakulteti v Ljubljani. Med letom 1991 in 1994 je bila vodja laboratorija za raziskave metastaziranja na medicinskem centru Albert Einstein v Filadelfiji. Od leta 1996 do februarja 2018 je bila direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Na tem inštitutu je ustanovila oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka, kar je njeno ključno področje dela, o tem oziroma tudi danes spregovorila. Na matični fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je že pred skoraj 2 desetletjema pričela z izvajanjem predmeta biokemija raka, predmet, ki se je razširil tudi na druge naravoslovne fakultete Ljubljanske univerze. Danes predava na zdravstveni fakulteti v okviru predmeta celostni pristop k družboživosti. Predavala in raziskovala je tudi v več ustanovah v tujini. Je izredna članica Inženirske akademije Slovenije in trenutno vodja njenega znanstveno-raziskovalnega razreda. V Kobisu ima več kot 950 enot, ki zajemajo znanstvene članke, strokovne članke, poljudne članke, recenzije, mentorstva, intervjuje. No, v javnosti ni bila spregledana, prejela je pomembne nagrade in priznanja, Lapajnetova nagrada Slovenskega biokemijskega društva leta 2010, poveljnica reda Rio Branco Federativne republike Brazilije 2018 in Zoisova nagrada za življenjsko delo leta 2020. Podrobnejše podatke najdete v vabilu, ki ste ga prejeli. Zdaj pa kar prepuščam besedo predavateljici. Hvala lepa za uvodne besede. Hvala vsem, ki ste prišli na to predavanje. In to predavanje, kot vidite tukaj v vsebini, seveda ima kar nekaj poglavij, ki jim bomo sledili. Naše se na staranje, na bolezni povezane staranje, na raka in pa seveda nazadnje tudi tematika, s katero se ukvarjam, to je konoplja oziroma sestavine konoplje in njena zdravilna učinkovitost. Kaj me je navdušilo nad staranjem, ne glede na leta seveda, ki so prišla, pa tudi številna literatura, nove objave v raznih revijah, zelo prestižnih in seveda tudi z celega sveta, torej to je tematika, ki se res eksponencialno širi, predvsem pa me zanima biologija staranja oziroma biokemija staranja. Najbolje še name vplival David Sinclair iz Harvarda, ki je tudi znan, ima velik laboratorij in tudi preskuša, kako podaljšati življenje na različne načine, z celicami, geni in tako dalje. No, res je, da so pravzaprav ljudje že zdavno želeli daljše življenje, lepše življenje, predvsem pa mladost.
Zapisi o vodnjaku mladosti so že ostali iz grških časov in ljudje so ga iskali in iskali. Nek raziskovalec, ameriški raziskovalec, je celo našel ta vodnjak mladosti. Našel ga je v Ameriki Juan Ponce de Leon, ki seveda je to potem reklamiral in še danes ga ljudje obiskujejo. Torej, ali je zdaj staranje in dolgoživost, ki jo opazimo kot globalni pojav, res postal problem. In zakaj? In o tem malo več. Ampak dejstvo pa ostaja, torej, da tudi predikcije naprej, glede na prejšnja gibanja prejšnjih let so, da se bo delež starejših, to se pravi, če pogledate vse te rdeče, temno-rdeče cone, v procentih narasel, to se pravi v nekaj let, oziroma zdaj do leta 2050 ali še naprej. In tudi seveda raziskave stoletnikov, to so pa zelo popularno, oziroma v njih iščemo, kaj je tisto, kar pravzaprav pospeši oziroma omogoča dolgoživost, in te so tudi določeni otočki na našem planetu, ki so različno porazdeljeni, in tudi to bomo malce potem pogledati v tem predavanju. Dejstvo pa je, da če pogledamo torej epidemiologijo staranja, torej kot pojav, da je recimo staranje oziroma dolgoživost neka spremenljivka, potem imamo ali opisno, torej pojavnost, kot smo videli prej v različnem svetu, ali pa analitsko epidemiologijo, to se pravi, da iščemo vzroke, zakaj je taka porazdeljenost. In vidimo tukaj, da če do leta 1000, do leta 2000 to strmo narašča v primerjavi s prejšnjimi leti, kolikor imamo podatke. In kaj je doprineslo k temu, predvsem higiena, kvaliteta vode, kvaliteta hrane, antibiotiki sredi 20. stoletja, konec 20. stoletja, zgodnja diagnostika, preventiva in pa seveda tudi zdravljenje kroničnih bolezni, ki so povezane s staranjem, kot bom povedala kasneje. V Sloveniji vidimo dvoje, to se pravi, če gremo od leta 1995 do 2035, predikcija glede na trende je, da se bo rodnost zmanjšala, da pa se bo povečala dolgoživost, in s tem se zdi, da pač bo ravnotežje med obema ostalo, kar je izredno zanimivo, kajti če gledamo na demografsko krizo kot na to, da je vedno več populacije na svetu, se to nekako izravnava, in o tem govorim še malo kasneje. Zdaj, torej, staranje je pravzaprav zelo kompleksen biološki proces, in tudi tukaj vidimo to, že prav, več dejavnikov vpliva nanje, predvsem pa z biološkega stališča vodi to, torej začne se z izgubo funkcionalnosti določenih celic, tkiv, organov, in seveda po drugi strani pa so bolezni tudi povezane, to se pravi, starost je rizični faktor, faktor tveganja za razvoj različnih vrst bolezni, ki jih bomo tudi malo pogledali kasneje. Ampak kaj vidimo tukaj, da se prebivalstvo starejše prebivalstvo se procentualno zvišuje, poleg tega se pa zvišujejo tudi enako ali pa podobno hitro tudi bolezni, ki so povezane z rakom, z staranjem poznamo Alzheimerjevo, kognitivne bolezni, nevrodegenerativne bolezni in pa osteoporozo, torej funkcionalnost mišic, funkcionalnost kosti. In če pogledamo tole študijo, statistiko v ZDA, vidimo, da pri starejših nad 65 večina prebivalcev že ima neko kronično bolezen, 60%. Eno ali več kroničnih bolezni ima 42, 5 ali več, kar je seveda zelo hudo, pa 12% starostih na 65. In vidimo, da seveda si želimo kaj? Si želimo to perspektivo daljšega, ampak tudi zdravega življenja. Torej, ne to, ampak to, in to pravzaprav je tisto, kar moramo, kar je naša naloga, da ugotovimo, kateri so te procesi staranja in katere bi lahko morda zavrli, da bi dosegli tole sliko, torej aktivno življenje in tudi zdravo življenje in odsotnost kroničnih bolezni, in seveda te vodijo v
razne geriatrične znake, invalidnost in smrt. Za oboje pa iščemo vzroke. Zdaj, če gremo na biološki aspekt, spet vidimo, da so to geni in okolje malo kasneje. Tukaj pa naštejemo bolezni, ki so povezane z staranjem in to v procentih, to se pravi, da tukaj srčne bolezni, žilne bolezni, rak, potem kronične respiratorne bolezni, kap in potem še druge bolezni v našem procentu. Ti znaki so bolj ali manj tudi povezani, oziroma vemo, da so lahko med seboj povezani, vemo pa so, kot sem rekla, da so tudi starost je rizični faktor za vse te bolezni, kot vidimo, kaj to pomeni, da z leti naraščajo vse te bolezni, ki so tukaj naštete in so torej prav gotovo neki medsebojni vzroki staranja in bolezni. Analitska epidemiologija raziskuje ravno to, kateri naj bi bili ti vzroki. Zdaj, če pogledamo fiziološko, je to staranje pospešeno, to se pravi zmanjšanje neke homeostaze. Kaj pomeni homeostaza organizma? To je neko ravnotežje, ki ga imamo med vsemi funkcijami, predvsem pa tukaj vpliva na to imunski sistem na eni strani, na drugi strani hormonski sistem in na tretji strani nedavno odkrit endokanabinoidni sistem, o katerem bom tudi govorila malo kasneje. To se pravi, to so vse sistemi, ki želijo uravnovešati naše stanje, naše zdravje in seveda pomanjkanje teh mehanizmov vodi v to, da imamo vedno večje tveganje za te bolezni. Z biološkega stališča pa, če gledamo na molekule, na celice in organe in tako naprej, pa to dolgotrajno kopičenje molekularnih in celičnih poškodb. In te poškodbe se seveda popravljajo, vendar je vedno manj tega popravljanja, kar vodi do teh fizičnih in psihičnih defektov. Biološki sistemi pa se kažejo v raznih simptomih. In sicer, kaj je to? To je pač pomanjkanje funkcionalnosti, kot sem že rekla, to so prav tegobe, kot so krhkost, bolehnost, fizična nezmožnost, pa tudi psihična nezmožnost seveda. In te kronične bolezni, ki so sporedne ali pa so med seboj povezane, kako bomo videli kasneje. Te procese preiskujejo na živalih, danes ne bomo govorili o teh, predvsem na živalih, ki imajo izredno dolgo življenje, nižjih vrstah živali, pa seveda tudi pri ljudeh, kot rečemo, epidemiologija. In tukaj so tri zanimive situacije. Tukaj se ob teh slikah, na katerih se moram zahvaliti kolegici Javornikovi, ki je med nami, Blanka Javornik, ki se tudi ukvarja s to problematiko in sva predvsej skupaj začela to nekako proučevati z tega seveda specifičnega biološkega, biotehnološkega aspekta. Če gremo z te strani, pa pogledamo si židovsko populacijo, to se pravi določene vrste populacije, ki so ali živijo izolirano ali pa ne, pravzaprav v ZDA se pa vendarle morda držijo nekje, torej družinsko so povezani genetsko, kakorkoli, opažamo, da živijo v povprečju daljše življenjsko obdobje. Zdaj, tukaj so proučevali, na kaj to vpliva diete ali vplivajo prehrana, in tako naprej. In v teh vrstah, v teh specifičnih ras, tako lahko rečem, ali pa skupini, vidimo, da pravzaprav brez posebnih diet, lahko imajo tudi kadijo, lahko imajo prekomerno težo, karkoli, ampak vendarle niso zaznali raziskovalci nobenih posebnosti v načinu življenja. Medtem ko so proučevali to skupino, to so zelo dolgožive, stare, rečemo lahko ženske na Okinavi, to je tisti otok, ki sem pokazala geografski, kjer je recimo tudi na Japonskem kot takem več starejših ljudi. In vidimo, da so pravzaprav vse tukaj prehrana zelo specifična, bolj rastlinojeda, telesna dejavnost stalna, ker pač živijo, delajo na polju in tako naprej. Poleg tega so pa v skupinah, ki se med seboj družijo, podpirajo in to je nek stres, rečemo družbeni stres lahko, ali pa odsotnost tega stresa, ki vodi do dolgega življenja, daljšega življenja od povprečja.
No, potem so pa naredili čisto lepo eksperiment, vzeli so skupino ljudi, to je znan poskus galerij, kjer so vzeli 220 različnih ljudi, različne starosti in so potem samo v 2 letih za 10 do 15% znižali vnos kalorij. Študirali so specifični rizični faktor, to je prehrana. In videli smo, da je biološka ura, torej da so vsi znaki, ki lahko merijo, kako se staramo, fiziološki, ki se da zmeriti, da biološka ura upočasnjena v skupini z zmanjšanim kaloričnim odnosom. To so bila kontrolna skupina in seveda skupina z manj hrane. Genetske raziskave so pokazale kasneje, to bomo šli v to, da so geni, ki se nanašajo na staranje, teh je več vrst, to ni en sam gen, ampak skupina genov, ki se lahko različno grupira, in pa nekateri geni, ki se spreminjajo z vnosom večjim ali manjšim hrane, pravzaprav v neki korelaciji oziroma se dejansko prekrivajo. No in zdaj moramo pač priznati v biologijo, kaj je to genetika, pa kaj je to epigenetika. Če pogledamo gen, mislim, da vsi tukaj vemo, da je to dvojna vijačnica, ki je sestavljena iz 4-5 nukleotidov, ki se med seboj vrstijo in to lahko imenujemo kot neka genska informacija, nek digitalni zapis, ker je 1, 2, 1, 1 oziroma 1, 0, kakor to vzamemo in seveda te so v različnih kombinacijah, tako različnih, da ima praktično vsaka vrsta, živalska, rastlinska in tako naprej svoj genom, človeški genom. Vendar pa je nekaj tudi res, da poleg genov imamo tudi, se ti geni ne izražajo pri vseh enako. Tudi če imamo enak genom, se vendar je vsak od nas, kot vidimo, različen, drugačen. V vseh mogočih pogledih, to se pravi, vse geni ne izražajo vsi enako, ali pa eni se, skratka, geni se prižigajo in ugašajo tekom našega življenja, tekom naše časovnice in seveda v tem pa odločajo drugi faktorji in sicer, če gledamo na samo molekulo DNA, ali veste, da je to dvojni heliks, zvit, se ob njej nahajajo številni proteini, recimo histoni, kot so tukaj narisali, ki pa se spreminjajo lahko zvezno, to se pravi analogni vpliv na to digitalno informacijo, gensko informacijo, tako da se potem naše lastnosti spreminjajo oziroma že so od začetka drugačne in obrazstvo drugačne, potem pa se še drugače spreminjajo tekom življenja, kaj pa življenje je pa tudi neke vrste okolje, to se pravi okoljski zapis, to se pravi, kaj pa se zdaj zgodi, ko mi živimo, se dogaja kopičenje genetskih poškodb in epigenetskih sprememb. To se pravi, gre za vpliv na izražanje faktorjev notranjih, našega sistema, našega organizma in zunanjih, kot so kemikalije, onesnaženje zraka, skratka, prosti radikali, UV svetloba in še marsikaj drugega, kar povzroči poškodbe teh celic in te spremenijo izražanje genov, kajti gen se najprej poškoduje in potem se te poškodbe pač žal kopičijo s časom in v določenem času v starosti se pridružijo druge bolezni in seveda to tkivo, ki je že načeto, je bolj sprejemljivo za določene bolezni in te bolezni, kot bomo imeli kasneje, tudi potekajo drugače kot pri mladem organizmu. No, seveda, zdaj odkrivajo se, želimo tudi te gene, ki so povezani z dolgoživostjo, ne samo korelacijo, ampak tudi, rečemo, z neko funkcijo, funkcionalnost, zakaj funkcionalnost teh genov in tako dalje. In tukaj seveda gre za velike zbirke podatkov, ki jih urejamo, bioinformatske metode, tudi umetna inteligenca, recimo, bo lahko pomagala k predvidevanju in potem seveda tudi dokazati. No, in sedaj pogledamo, kakšni so pravzaprav kaj so te procesi staranja, za katere so ugotovili, da geni okolje res delujejo. Torej, literature v tem je zelo veliko, ne bom se tukaj navajala, pa vendar vidimo, da je to cela vrsta sprememb, tudi ne bi šla v tem trenutku v daljše razlage.
vendar pa so res definitivni znaki staranja, kot bomo videli malo kasneje. In kronične bolezni smo že našteli in seveda potem kot posledica tega so geriatrični znaki. Torej moramo pa mi tudi ločiti, kaj to vse se imenuje geroznanost. Moramo tudi ločiti definicije, kaj je to geroznanost. Kaj je to? Torej geroznanost gre za predvsem biološke spremembe, ki jih opisuje, to se pravi biološke, celične, da rečem temu, ko gerontologija kot celotna veda tem dodaja tudi družbene pokazatelje in celovito obravnava staranje. Biogerontologija je pa področje gerontologije, ki obravnava samo biologijo kot tako in njen evolucijski izvor, različne posege, intervencije, kaj lahko naredimo in kaj se potem zgodi. Tako da zdaj te začeti procesi staranja, kaj kriterij, da je en proces staranja, da ni kar tako en proces, ampak mora biti povezan torej najprej z časovno komponento, s staranjem je ta pojavnost tega znaka povezana oziroma narašča in možnost v eksperimentalnih modelih živali, recimo, da to tudi upočasnimo, da to nekako interferiramo s tem, da vidimo, ali je to vzrok in seveda lahko istočasno, kot to so zakonito vsakega poskusa, da lahko tudi pospešimo ta proces, če poznamo, zakaj gre. Torej, na ta način so ugotavljali vse te specifične znake. In te znake so potem nekako takole grupirali. Eni so molekularne spremembe, to so tudi izrazili v tem krogu, ki je značilen krog, znakov staranja, so tle označeni z modro barvo, to je tisto, kar se dogaja na celici in molekulah, na celicah, na DNA, epigenetsko in tako dalje, kromosomih. Medtem ko drug del so pa pravzaprav nanaša bolj na metabolizem, kar se nahaja v mitohondriju, naša prehrana, vnos prehrane in naprej, celična senescenca in nazadnje so še taki sistemski ali celoviti, celostne spremenljivke, celostni pokazatelji. To so pa tisti, ki se nanašajo na interakcije med celicami. Ali so to lahko med vnetnimi celicami, ali so to lahko disbioza, pomeni interakcije med črevesnimi, oziroma človeškimi celicami in mikrobiomom, ki jih imamo v svojem organizmu in tako dalje. Torej ne bi šli v podrobnosti. Edini znak, ki ga bomo obravnavali, ker je zelo pomemben, najpomembnejši je ta metabolizem, ta energija, ki se nanaša na zdravje mitohondrija. Mitohondrij je pa zdaj za nepoznavalce, upam, da bo ta slika dosti povedna. Se pravi, to je celica. Prerez čez celico, celica je recimo okrogla, prerez tukaj notri jedro, potem so pa okrog razne organele, ki omogočajo delovanje celice in najpomembnejša organela, kot se temu reče, je mitohondrij. To je pa takale struktura, cevasta struktura, rebrasta struktura, ki je tukaj pa spet nakazana schematsko v tem preseku. In na tehle membranah mitohondrija se dogajajo interakcije, kemične interakcije, ki so izredno pomembne. Zakaj? Pomembne so za prebavo, za metabolizem, rečemo temu, presnova celice. Prebava je za nas, za celico pa rečemo presnova. In ko mi uživamo neko hrano, živila, se najprej razgradijo v nekem avtofagosomu in tam se razgradijo na aminokisline, potem pa na ogljikove hidrate in osnovne maščobne kisline. Celotna prehrana, potem pa seveda se mora razgraditi še naprej. In gre v mitohondrij in tukaj se zgodijo te biokemijske interakcije, ki ta živila oziroma te presnovne produkte spremenijo v dve molekuli, pomembni molekuli, pa še druge, seveda. Najpomembnejši sta ATP in pa NAD. Ne bom izlagala dalj funkcije ali pa imena, gre za to, da so to majhne molekule, ki v svojih vezeh še vsebujejo tu veliko energije. To je pa tista bioenergija. In bioenergije,
se nekateri razlagajo, to je bioenergija. Ta namreč te molekuli krožita med celicami, v celici, med celicami in po telesu in katalizirata celo vrsto reakcij, za katere so pomembne, spet nudita to svojo kemijsko energijo za nove kemijske interakcije, za sintezo novih molekul, za sintezo naših beljakovin, naših lastnih maščob in tako dalje in seveda tudi za aktivnost, za gibanje, za delo in nenazadnje reprodukcijo in vzdrževanje zdravja, torej za borbo proti tem poškodbam, ki nas stalno bombardirajo. In če gremo zdaj pogledati, če večkrat bolj iz drugega stališča, torej zelo pomembnega stališča, kaj ta zmanjšan vnos kalorij, o katerem sem govorila prej, dejansko se ugotovili, da podaljša zdravo življenje in ugotovili, zakaj, kako ta kalorična restrikcija oziroma restrikcija določene hrane vpliva na vse te biokemijske organizme, to je tle pač označeno, konkretno, simbolično oziroma s celo vrsto reakcij, to je še daljša veriga in vpliva na zdravje, recimo, živčne, skeletne mišice. To se pravi, zmanjšanje kalorij spremeni preko tega metabolnega mlina, tako imenovanega, za to, da omogoča zdravo vzdrževanje mišične mase. To je samo en primer, drugih ne bomo naštevali. In tako zmanjšanje vnosa kalorij lahko vpliva na dolgost zdravega življenja in to je seveda zelo različno globalno gledano oziroma gledano povprečje od seveda organizma samega in od zdravstvenega stanja in tako dalje. Skratka, kaj pomeni to? Restrikcija kalorij pomeni premik metabolnih poti za rast, razvoj in potreba potem je drugačna v odraščanju, v mladem reproduktivnem organizmu in seveda tudi v starem organizmu. Kjer pa seveda je zelo pomembno, da se ohrani ta energija za vzdrževanje, to se pravi maintenance, rečemo angleško, to se pravi za vzdrževanje in popravljanje napak, tukaj recimo pri avtomobilu, ki je treba skozi eno poškodbo popravljati, recimo, no. In seveda to so potrdili na živalih in tudi na človeku, tako da ne bi šla v to dalj. No, samo da pogledam tole, pogledate tale kompleksnost tega organizma, pa še to je izredno enostavljena slika, nam pa pove, mogoče to je za praktično uporabo, kakšna prehrana mora biti, torej kakšne mora biti vsakodnevni vnos hrane, recimo, kako so pomembna makro- in mikroživila, kako je pomemben razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovinami, maščobami, ki jih uživamo in seveda tudi mikroživila, torej vitamine, izvor hrane, predvsem bolj rastlinska kot živalska, čeprav tudi živalska seveda ni odveč. Seveda pomembna pa tudi energija, kot smo rekli, vnos kalorij, tukaj se priporoča za dolgoživost razne vrste stradanj, vendar ne dolgodobnih stradanj, ne bi priporočala ramadane in podobne stvari, ampak kratkotrajna, kot so recimo dnevna stradanja 16 ur, dnevna vsahranja ali pa tudi tedensko in tako dalje. Predvsem pa gibanje. No, skratka, vse to je tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno za zdrav. Torej, da zaključim ta del, zdrav življenjski slog, kar pomeni hrana in gibanje. To je prvi pogoj za morda daljše življenje. No, zdaj seveda tale energija, to je nekaj, o čemer zelo veliko sem tudi razmišljala, oziroma so določene publikacije, ki pa niso še čisto potrjene, pa vendar hipoteza, da ob omejenih virih, imam pač nedavno selekcijo, kaj se zdi, takrat se favorizira tudi v živalskih vrstah reprodukcija namesto vzdrževanja organizma. Torej, če imamo nek določeno energijo, ki jo dobimo s prehrano, potem, če gre večji del v razmnoževanje, gre manj vzdrževanje, kar pomeni hitro staranje, hitrejše staranje, ker ni vzdrževanja, ni popravljanja poškodb. Na drugi strani pa ob obilnih virih rodnost ni več prioriteta in tako se ta energija porablja bolj za vzdrževanje, to se pravi za popravljanje napak v organizmu in omogoča lahko daljše življenje prav zaradi tega. No, če pogledamo pa to na družbo, demografijo, to so pač nekaj hipotetični
populacije. V Afriki, vemo, je velika rodnost, velika tudi smrtnost in kratka dolgoživost in veliko bolezenskih stanj, ki se pač ne zdravijo. Medtem ko v razvitem svetu združujemo predvsem zdravje, torej prav v razvitem svetu se pojavlja ta dolgodobnost. ZDA smo bili primere, pa tako naprej, Avstralija, pa ne nazadnje tudi Slovenija, seveda, če smo rečemo razviti svet. Torej, želimo si tole namesto tega in recimo prav ta B, recimo, torej večje vzdrževanje naša možnost, jo omogoča dolgoživost. In tukaj je to ravnotežje. Lahko da je to ravnotežje pravzaprav tisto, čemer narava teži. Kajti težimo, narava teži k manjši populaciji ljudi. To je pravzaprav naravno, če pomislimo, da je človek res tisti, ki povzroča vse te tegobe naravnih sprememb. No, to je podobno pokazano še enkrat tukaj, zdaj to je z enega učbenika, spet, kaj si želimo. Želimo si, če je to sedanje stanje, podaljšano življenje, pač pomeni ne to, da imamo daljše življenje, pa več bolezni. Želimo si manjšo bolezen, pa enako daljše življenje, oziroma sploh nekaj bolezni. To je pa neka vizija za naprej. In seveda to pomeni, da zdravo staranje, to pomeni preventivno delovanje in to pomeni manj zdravil. Torej, razvoj zdravil, kakršnih imamo v kemijskih, takih in drugačnih sodobne medicine, zahodne medicine, če hočete, je to, da naj bi se potem s tem zdravim staranjem tudi vnos takih zdravil lahko zmanjšal. No, naj še omenim geroprotektorje, to je tudi eno zanimivo biotehnološko področje, ko razvijamo zdravila, ki naj vplivajo na to, torej, na te poškodbe, kako se vzdržujejo oziroma kako se popravljajo. In tukaj je poznanih že precej, to so neke firme, ki to izdelujejo, tudi Drug Age, taka podatkovna baza, vsebuje več kot 400 spojin, kjer so to že nekako preskušali na ljudeh, ampak večino na živalih nekatere, in so odobrene s FDA tudi, kar so preskušali, tako da se nam zdi, da je to zelo verjetno ali pa priporočeno. In ne nazadnje sem tukaj uvedla še spojine konoplje, ki vsebujejo te kanabinoide, ki predvsem zdravijo kronična vnetja, nevrodegenerativne bolezni, kot bomo videli na koncu mnoga predavanja, kakšni so podatki danes. No, tukaj bi zdaj še se malo osredotočili na tole razmerje med staranjem in boleznimi in nekaj o raku. Zdaj, če pogledamo na eni strani staranje kot tako, brez bolezni, srečo imajo tisti, ki jim življenje teče takole, medtem ko se bolezen tudi pojavi, seveda lahko se pojavi popolnoma neodvisno, kot vemo, pri otrocih, pri mlajših, pri starejših, pa v večji meri. No, in seveda, ali sta to čisto neodvisna pojava, to se pravi, rak se pojavi pri mladih in starih, ko ste rekli, to je res, vendar pa, če pogledamo vse te znake, mehanizme hitrejšega staranja, kot smo jih prej pogledali, vse te defekte, ki se lahko pojavljajo, potem vidimo, da se na to staranje lahko ti navežejo. To se pravi, bolezen v starosti ni enaka, kot je bolezen pri mlajših generacijah, torej gre za pravzaprav tako situacijo, ko imamo istočasno gene staranja, ki se začnejo vključevati, in bolezni, ki se na to naložijo in jih še pospeši. To se pravi, pride do te sinergije med temi škodljivimi učinki in to imenujemo antagonistična pleiotropija. Kaj se zgodi, da nekateri geni, nekateri procesi so v zdravem organizmu drugačni ali v starem, starejšem celo obratni. Pa ne bomo šli v to, torej bolezni so lahko neodvisni procesi v mladih organizmih, v starejših, pa zelo verjetno, da jih staranje tudi inducira, pospeši, katalizira, če rečemo tako.
No, to je zdaj to gledanje na to. In zdaj seveda rak, s katerim sem se zelo veliko ukvarjala, vemo, da narašča, žal, vemo, da je predvsem 82% diagnosticiranih po 50. letu, torej korelacija z starostjo, 50% skoraj umrlih zaradi raka je bilo na starih nacij, 41% pa med 50 do 76 let, recimo, to so te študije in porast populacije na 60%, rečemo, da bo do leta 50 22%, kolikor-koli, da so to zračunali, da s tem bo koreliralo tudi nekak porast rakavih obolenj. To so pač te predikcije statistične in porast raka pa se žal, če tudi te študije, če so normalizirane na starost, nekako se kaže, da je porast raka tudi pri mladih. Torej, ni samo starost, ni samo zato več raka, ker je več starih ljudi, kot se govori, ampak to je res. Tudi pri starih, posebno imam to izkušnjo pri glioblastomih, ki so zelo, zelo agresivni tumor, tudi ti se pač pojavljajo vedno v večji meri pri mladih, kar so različni vzroki. Res pa je, da se, kot vidimo tle, do 50 let lahko večina ljudi živi brez raka. To se pravi, kaj pa je to? Tisto, kaj pravzaprav, kjer so preventivni biološki mehanizmi, ki preprečujejo, ki so odpornost proti nastanku raka. No, to nas zelo zanima in seveda to je povezano z pravzaprav biogerontologijo. In v tem se pravzaprav ne študira veliko, ni dosti študij procentualno gledano, koliko je porabno milijarde za raziskavanje raka, pa za zdravljenje raka, pa posledic simptomov staranja, ne pa za kaj so vzroki. To pa še vedno, kar povem danes, morda je samo vrh nečesa, kar ne razumemo. In torej, ko govorimo o raku specifično tej bolezni, gre pa zanimivo za podobne mehanizme in procese, gene celo, ampak v obratni, imajo nasprotni učinek. To se pravi, staranje je eno in ti geni za raka pa da delujejo v obratni smeri. To bom zdaj malo poskušala razložiti, čeprav se zdi paradoksalno. In o tem, kako poteka, pravzaprav ne odločajo rakave celice, pa same spremenjene celice, ampak bolj okolje teh celic, ki mu rečemo tumorsko mikrookolje, TME. No, pogledamo zdaj čisto tako, kot vemo, rak tako nastane zdaj. Poznan proces, prvo vidim zdravo rakavo tkivo črevesja in spremeni se pravzaprav ena sama 2, 3, 4 celice, skratka pride do genetske spremembe v določenih genih in od te genetske spremembe povzročijo, da se začnejo celice nekontrolirano deliti in rast neodvisno od vse kontrole, ki jih ima okolje tkivo na delovanje celic in tako preraste potem iz adenoma v karcinom in ta potem metastazira, skratka se odlevi od osnovnega tkiva. In zdaj, če pogledamo pa zdaj, kaj se dogaja v teh celicah, oziroma kako nastane spet malo biologije ali pa genetike, torej DNA, naša DNA, ki jo poškoduje radiacija, kemijski agenti, infekcijski tudi virusi in bakterije celo lahko, predvsem pa so lahko okvarjeni že tudi genetsko. In katerakoli mutacija, okvara pa gre za specifične gene, samo torej, nekaj od številnih, ki se imenujejo onkogeni, če so povišeni, če so spremenjeno povišeni ali pa supresorski geni, če so spremenjeno zniženi. Oboje popolnoma spremeni metabolizem celice. In poleg tega se v tej naši celici začnejo tudi te, kot smo rekli, epigenetske spremembe, notranje dejavnike, mikrookolje v sami celici oziroma v samem tkivu, ki se spremeni in to potem povzroča nadaljnje širjenje malignosti, torej malignizacijo, tako imenovano, in nastane najprej rakava matična celica. Tukaj prvič ta izraz povem, ker ga bom še na koncu uporabila, to je tista osnovna celica, ki ima že ves zapis za potek raka, torej take genetske spremembe, potem pa se ta celica začne tudi diferencirati v bolj invazivne celice, kot je sama, in nastane iz nje še bolj
rakava celica, maligna celica, rečemo temu, in tudi zato so določeni znaki, določeni specifični procesi, ki so tudi spet zelo radi imamo biologi take kroge in v te kroge potem spravimo vse te lastnosti rakave celice, kot vidimo tukaj, in nekateri so zelo podobni, ali pa obratni, recimo, ja, v staranju celice umirajo, nehajo proliferirati, v raku pa celice vedno bolj proliferirajo. To je eden, recimo, tistih obratnih procesov, o katerem se govorimo. Gledali pa si bomo to, kar je ključno za to, da je rak, da je staranje povzroči lahko, staro tkivo povzroči lahko nastanek raka, to je promocija vnetja, izogibanje imunskemu sistemu in pa senescenca, kar pomeni, da celica senescentna je taka, da ne odmre, ampak samo se neha deliti in kar tam ždi in izgubljujoča veliko škodljivih snovi, ki še poslabšajo to vnetno okolje. Zdaj, kaj je vnetno okolje v raku? Zdaj, povedala sem že, da je tumor, če je to tumor, tole so tumorske celice, tole noter, recimo tele. Tele so tumorske celice in te se nahajajo v temle okolju in v mladem tkivu, ki je veliko imunskih celic, to so te različne celice, različnih parov, in tukaj v starejšem jih je pa malo, torej imunosenescenca, ki nastane pri staranju, je ključna, da se potem imunske celice ne borijo več proti tem tumorskim antigenom in na ta način seveda še več proizvajajo lahko take imunosupresivne mieloidne celice in še to zmanjša imunost. Skratka, rak, torej imunski sistem je popolnoma odpovedan. To je kronično stanje, kronično vnetje in v tem kroničnem vnetju se te celice odlično počutijo, odlično razvijajo, nič in membrani so razmnoževane. No in to si lahko predstavljamo takole, če so to vsi te znaki staranja, ki smo jih prenašteli, potem se zgodi v starem tkivu, da imunskih celic zmanjka in začne se potem neko rahlo tlenje zaradi prisotnosti tudi senescentnih celic, no to so tudi organizmi. Važno je to, da seveda mi to kronično vnetje med staranjem, ki se pojavlja kot sistemske posledice številnih motenj, ki izhajajo iz teh prejšnjih, kot smo rekli, znakov staranja. In tukaj se potem izločajo iz teh celic različni citokini, rečemo temu molekule, ki so še bolj škodljive, in terapija je tukaj, da se lahko pravzaprav proti telesa ki inhibirajo te citokine proti telesa, torej s tem proti telesu. To je ena možnost. Ampak to je ključno, da se rak razvija zaradi rahle kronične vnetosti in jo tudi sam povzroča, ne pa akutne vnetosti. In da to se dogaja v starem organizmu, če zaključim ta del. Tudi tukaj, kot prej, je način življenja prehrana, pri rakavih bolnikih, to vemo, da je izredno pomembna. Poleg tega pa tudi gibanje, torej preventiva bolezenskega staranja in raka je sprememba načina življenja in to že ni težko tistim, ki to že delajo, težje pa je starejšim in bolnikom, ki prej niso bili navajeni na tako hrano, zdravo hrano in zdravo gibanje. No, zdaj pa seveda, kaj pa je terapija v raku? Ravno pred kratkim, danes smo se pogovarjali s primarjo dr. Jolico Čerbek, ki je v publiki, ki je seveda dolga leta zdravila onkološke paciente, predvsem na področju paliative. In pogovarjali so se o vseh teh številnih načinih, kako se danes zdravi raka, od kirurgije, kemoterapije in tako dalje, da ne naštevam, večina vas nekje že slišali za te različne terapije, pa vendarle, zakaj toliko terapij? Treba je pač te rakave celice na različne načine poskušati ciljati in vedno se lahko tudi še izognejo, kajti maligne celice so zelo fleksibilne tudi v svojem metabolizmu in tako velikokrat tudi to ne pomaga.
Imamo pa še dodatne terapije, lahko zdravilne, iz zdravilnih različne učinkovine iz zdravilnih rastlin. Med njimi je ena od pravzaprav zapostavljenih, predvsem zaradi dolge prohibicije, ampak vendarle danes tudi zelo veliko študij je na to temo, to se pravi, kako bi bila komplementarna dodatna terapija tej terapiji pomagala za boljši učinek, za bolj uspešno zdravljenje oziroma za ozdravitev, če je to sploh možno. Torej, to ni alternativna medicina, to ni alternativna terapija, to je komplementarna ali pa aditivna, kako pač te imenovati. No, s tem sem jaz ta del zaključila, zdaj bi šla pa še na hotela sem tudi tle povedati, kar sem že prej nekako povedala, no, če še zaključim tako, kot sem si želela, da bi povedala, kaj je danes zdaj naš cilj, ne, da ta zgodovina, tisočletna zgodovina medicine. Želimo si, da bi to popravljanje in poškodb našega telesa lahko temeljili na znanosti, na naših novih izsledkih in da bi brez bolezni živeli čim bolje in brez trpljenja. To se pravi, dolgoživost brez odsotnosti bolezenskega stanja. To je zdaj naš cilj in pomeni to aktivno staranje. In kar nisem povedala, torej, to je velik prihranek lahko zdravstveni blagajni, prinaša doprinos namreč aktivne starejše generacije, tudi ta, ki se pokoji po 65 letih, je lahko zelo aktivna, zelo produktivna v tem smislu, tudi da s svojimi aktivnostmi, ne samo učenje mlajše generacije, ampak tudi drugo aktivno, intelektualno delo predvsem, pa tudi fizično morda ni umestno, doprinaša k dodani vrednosti in potem s tem tudi blagostanje mlajše generacije in jih ne ovira in ne nadomešča, kot trdijo zagovorniki zgodnjega upokojevanja. Ne želimo pa si s tem pa, kot sem že prej povedala, zmanjša se rodnost, s tem pa neko določeno ravnotežje in torej ne gre za prirast svetovnega prebivalstva. In s tem naše znanje res lahko rešuje tudi naseljenost planeta, kajti pustimo manjšo rodnost, ampak idemo tiste generacije, ki živi dalj, da živi bolje in aktivno. In ta veda, torej to vedenje o tem srebrni ekonomiji, predvsem izvira iz ZDA, kjer torej vidimo ne tako staranje aktivno, ki tudi doprinaša k BDP-u, kot je zračunal tale Dana Goldman, to je en ekonomist iz ZDA, zelo veliko objavlja in objavil, da v prejšnjem letu so državljani ZDA nad 70 dosegli celo 60% nacionalnega neto premoženja. Tukaj so prispevali tako globalno BDP-u, k rasti produktivnosti, zaposlenosti in to je vse z svojimi ekonomskimi parametri izračunami. In da že samo ekonomski potencial zadržanega staranja, to se pravi odsotnost teh bolezenskih zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja bi znašal, ne vem, od trilijonov v ZDA. Kako je pri nas, ne vem, tega nismo še skušali, tudi pri nas mogoče tega kapitala ni, pa verjamem, da je, vsaj intelektualni kapital je zelo velik in da bi bilo treba izkoristiti. No, če gremo zdaj na konopljo, še za zadnje, da zaključim, tukaj bi povedala, da, ko sami veste, da je bila prohibicija konoplje skoraj 100 let, od leta 1920 do pravzaprav še danes. In zahvalice imamo izraelskemu znanstveniku Dr. Mešulamu,
ki je raziskoval konopljo v 60-ih letih in s svojim timom, veliko raziskovalno skupino v Izraelu, ugotovil, katere so snovi, kaj so kanabinoidi, kaj so še druge snovi v tej konoplji in tudi njihove fiziološke značilnosti. In rekel je, da verjamem, da prav ta znanost o konoplji, danes jo imenujemo kanabinologija, je bil zelo zapostavljen farmakološki zaklad. Zakaj? Zato je, ker je odkril nov endokanabinoidni nam lastni sistem človeških endokanabinoidov in kako delujejo. In še danes Izrael vodi v raziskavah, konoplje ima zelo velike plantaže z najsodobnejšo, najbolj čisto proizvodnjo konoplje, poleg tega deluje tudi v kliničnih raziskavah, vsaj do nedavnega je in seveda ima tudi dostopnost do veliko vrst tako križancev, kako tudi genetsko spremenjenih vrst konoplje. Torej, zdaj bomo samo še tole povedali, kako bi se s tole konopljo lahko zdravili. Odkrili so seveda celo biosintezo, to so različni kanabinoidi, ki nastajajo v konoplji. Konopljo so včasih delili na dva dela, indika in sativa, ki so se razlikovali v bistvu samo biokemijsko, samo v prisotnosti THC-a, vi sami veste gotovo, da je tetrahidrokanabinol edini kanabinoid, ki je zasvojljiv, ki je lahko droga, vse ostalih 80 ali 100, koliko se nahaja v konoplji, pa nikakor ne, ampak imajo veliko zdravilnih učinkov. Tudi THC jih ima, zato želimo, pravzaprav včasih so križali konopljo zato, da bi bilo več THC-a in da prodajali kot drogo, danes želimo obratno, da bi se v medicini uporabljale substance, ki lahko nadomeščajo THC in to smo tudi v naših rezultatih pokazali. No in kako delujejo, no spet celico, če se spomnite, tisti, ki ste domači za biologijo, v celični membrani, to so taki lipidni koščki, iz teh je sestavljena membrana, v njih pa klopčiči proteinov in ti proteini imajo beljakovin, ki imajo različne funkcije in tukaj vidimo, da so receptori za kanabinoide pravzaprav nameščeni v tej membrani. To je ena molekula, recimo kanabidiola, izgleda modelirano takole, se veže na receptor. Ta v bistvu izgleda res kot en klopčič dolgih sestav aminokislin. Skratka, ko se veže nanj, ti receptori CBR1 in CBR2, so najbolj znani, sproži signal v celicah, se veže na druge in tako gre kaskadna reakcija do jedra, kjer povedo, kaj naj se v jedru zgodi, kako naj se sintetizira, kako naj DNA sintetizira druge spojine. No, tukaj so tudi endokanabinoidi, to so pa v sami celici nastajajo in sicer so molekule, pravzaprav na prvi pogled niso zelo podobne, če po obliki pogledate, se ni pomembno kanabinoidov, pa vendar se vežejo na čisto iste receptorje. Torej imamo endokanabinoide, naše notranje in fitokanabinoide. Sintetizirajo skoraj vsaka celica. Seveda pa v različnih količinah in v različnih situacijah. Niso sintetizirane skozi, ampak se sintetizirajo na zahtevo, on demand, rečemo. Kaj se zgodi? Zgodi se recimo to, kar je prikazano na živčnih celicah, v možganih je še posebno veliko CB1. To je en vrsta receptorja in ta se nahaja na membranom, nevronov in nevroni in možgani delujejo tako, da se nevroni stalno pogovarjajo, stalno imajo kontakte, pogovarjajo pa se preko molekul nevrotransmitorjev, ki jih izroča en nevron, drugi pa jih prevzame tudi s specifičnimi svojimi receptorji. A ko jih prevzame, se tukaj zgodi kemijska sprememba in takoj se sproži sinteza, nastanek endokanabinoidov, ki se izločajo in se vežejo na receptor druge celice in jo opozorijo, da je morda preveč teh nevrotransmitorjev. Skratka, skrbijo za to, da se ti signali uravnotežijo, neko homeostazo, biološko homeostazo. In to uravnoteženost seveda je izredno pomembna in s temi se na tak način tudi endokanabinoidni sistem deluje. Kako deluje? Vidimo, da deluje, kot se rekla, na različne celice in imenujemo ta zaščitni kompleks endokanabinoidom. Skratka, v vsaki celici se potem te reakcije dogajajo za
usmerjanje pravilnega delovanja imunskih celic za zapomnjenje, torej nevroni, za vdavanje bolečine, hormonsko ravnovesje, prihodnost, apetit, počutje, potem presnova sama kot metabolizem, kot prebava, srčno želje funkcije in tako naprej. In vse to vpliva na to naše uravnotežene mirno stanje. In če ste uravnoteženi in mirni, verjetno vaš sistem deluje odlično. Sicer pa so lahko tudi spremembe ali mogoče neravnotežje prav v samem endokrinabinoidnem sistemu, kot tudi recimo imunskem in tako naprej. No, tudi pri boleznih, seveda to so bili normalno stanje fiziološko, pri boleznih pa prav tako, kanabinoide so raziskovali v raku, v kožnih boleznih, virusnih infekcijah, neurodegenerativnih boleznih in tako naprej. To je ogromno raziskav, ki naraščajo in seveda za temi sami seveda stojijo neki fiziološki procesi, kognitivne funkcije, motivacije in tako naprej. Skratka, cel set teh fizioloških procesov, ki jih hočemo do natančnosti, do molekule prepoznati. No, zdaj seveda, kaj pa je s konopljo in zdravljenjem? To je še vedno nekaj, kar naša medicina ne priznava, pravzaprav uradno skoraj ne priznava, redko kateri zdravnik se temu nekako izogne, predvsem zaradi tega, ker je tukaj veliko neznanja in nepoznavanja. V Ameriki je pravkar šla tale knjiga Principles of Clinical Candidiology, kjer so že procesi in postopki zdravljenja raznih bolezni, kar precej dobro opisani, prepričljivi podatki so predvsem za nevropatske bolečine, multiplo sklerozo, epilepsijo, ta se edina zdravi pri nas, že tudi dr. David Neubauer na otroški kliniki, otroško epilepsijo, že odlično, ne pozdravi, ampak olajša simptome tudi pri tej bolezni, to se pravi zdravi, kar pa lahko pomeni, da lahko bolnik pravzaprav živi čisto normalno, skoraj normalno življenje. Za raka se uporablja le paliativa, tukaj v začetnici, kot sem že prej omenila dr. Červekova na Onkološkem inštitutu, še danes se uporablja, vendar so ti procesi nekoliko drugačni. No, ni važno. Mi verjamem pravzaprav, da se rak lahko ustavlja z določenimi vrstami kanabinoidov, torej napredovanje bolezni in mogoče celo ozdravi ali pa preprečuje metastaze. Vendar so to še manj zanesljivi podatki, to še ni niti potrjeno z FDA, niti ne z drugimi agencijami, večinoma ne, vendar pa so vedno daljše študije, observativne in tako naprej. Seveda so pa tudi tele druge druge bolezni, ki se že zdravijo, poskusno zdravijo. Zdaj, kaj pa se, torej smo rekli, kanabinoidi in rak, sedaj kot zdravijo se torej paliativa, ampak kar paliativa pomeni lahko tudi antiemetično, to se pravi delovanje, slabosti, ki jo povzroča terapija, medtem ko sicer lahko tudi poveča apetit, apeksija pa je nastane zaradi samega mehanizma, torej tumorja, ki se pacientom zmanjša, apetit oslabijo, kar ni dobro, zmanjšanje bolečin, psihološko tudi, seveda to je vse pomembno in to je vse paliativa. Medtem ko več študij pa nimamo, pač zaradi inhibicije, kajti tudi tukaj potrebujemo več raziskav. Šele zdaj se sprošča in seveda jasno je, da zdravniki niso predpisovali ničesar, kar je bilo prepovedano, zato tudi pomanjkanje teh študij, kar pa ne pomeni, da stvar ne deluje. In to je tisto, kar poskušamo dopovedovati tudi našim zdravnikom, našim raziskovalcem in pospešiti raziskave na tem področju. No, zdaj pa če zadnje pa čisto kratko še, kaj smo pa mi pravzaprav odkrili s temi kanabinoidi. Ukvarjali smo se, še vedno se seveda naš oddelek za, kot je bilo rečeno, za genetsko toksikologijo in biologijo raka, predvsem z glioblastomi. Glioblastom je rak z zelo slabo prognozo,
ki se ni spremenila tekom zadnjih nekaj let, kljub vsem mogočim terapijam, incidenca pa počasi narašča. Tole je recimo slika enega glioblastoma v možganih, ki je močno prekrvavljen, vmes pa so nekrotične točki, ki seveda tudi še pospešujejo invazijo celic in tukaj vidimo, da te celice porodirajo v možganovino, posamične in pa tudi matične celice raka. In vsi to so postopki, protokoli, ki veljajo že 20 let ali še več in vendarle se jim morda pripidenira podaljšanje življenjske dobe od 2 let za 2 dodatna meseca. Zato je nujno, da poskušamo še morda za dodatno terapijo. Kaj počnemo pri nas? Da se sodelujemo z kliniko, z neurokirurgijo v Ljubljani, dobimo takle tumor, ki ga izrežejo iz bolnikov v seveda živo tkivo, to potem pa analiziramo tako na nivoju RNA, DNA molekul in pa seveda tkivnih rezin, to delajo na histopatologiji in iz tega dobimo kar precej informacij, kako je to tkivo spremenjeno v primerjavi z normalnimi možgani. Poleg tega pa iz njih izoliramo celice, gojimo primarne kulture, se temu reče glioblastomskih celic in pa po posebnem postopku izoliramo tudi matične celice. Poleg tega smo nedavno predali organoide, to se pravi, da se cel tumor goji v petrijevki in raste skupaj z svojimi okoliškimi celicami, kot smo bili prej, imunskimi in tako dalje. No, kaj nas je tukaj najprej zanimalo, a bi lahko napovedali, kateri bolnik bo dovzeten za sočasno zdravljenje z konopljo in v kakšnem razmerju ne bi bili te kanabinoidi. No, to je zelo kompleksno vprašanje, pa smo se ga kljub temu lotili. Seveda, najprej je treba še povedati, da moramo vzeti upoštev tudi matične celice. Kaj so? Matične celice, to so pač celice, ki se to so manjše celice v tkivu in jih potem tudi gojili in videli, da izraža oba receptorja. Bolj izraža CB1 receptor, v pričakovanju tega več od možganih. Kaj moramo narediti? Te celice so drugačne, te celice so bolj odporne proti terapiji in če bomo obsevali tumor, bo tumor lahko zginil, pa vendarle bo ostalo zelo malo teh matičnih celic, ker so odporne. In če pustimo, bojo čez nekaj časa razvile nov tumor, ker imajo ves program za razvoj novega tumorja, genetski program in epigenetski program, če tako rečemo. No, in seveda iz teh vrst tkiv, ki sem jih omenila prej, smo tudi ustvarili gliobanko, prvo slovensko gliobanko, in sicer skupaj z neurokirurgijo, skupaj z Inštitutom za patologijo medicinske fakultete, Onkološkim inštitutom in seveda našim inštitutom ter še medicinsko fakulteto za biokemijo, zbrali vsa ta tkiva, ki jih lahko zberemo živa, mrznena, in potem dali v neko banko in na njih delamo potem različne poskuse. To akumuliramo stalno in upamo, da tudi čez nekaj let, ko se te vzorci lahko hranijo, bomo morda odkrili še kakšna druga nova zdravila. Mi pa se ukvarjamo s 3 kanabinoidi, THC, CBD in pa CBG, to je kanabibirol. Ta kanabibirol deluje preko raznih receptorjev, niso samo CB1 in CB2, jih je še več drugih. In ti receptorji se potem, zanima nas, ali ti receptorji lahko napovejo, če jih določimo, kakšni so, ali bo zdravljenje s konopljo prijelo ali pa ne. V naših raziskavah je bil nov tudi CBD, kanabibirol, ki do sedaj še ni bilo raziskav na glioblastomu, pa tudi drugih tumorjev zelo malo. No, da ni kliničnih poskusov, ni čisto tako, klinični poskusi potekajo in sicer se vedno bolj pogosti zelo počasi. No, to je samo slika, da pokaže, koliko različnih receptorjev imamo na membranah in kako kompleksni so te mehanizmi, tako da jih zelo težko razčlenimo, ampak jih moramo kot celota obravnavati. To je samo en prikaz, kakšne poskuse smo delali, kako smo potem proučevali učinek kanabinoidov na invazijo in to, kar vidite v rdečih kvadratih, je znižanje invazije ob dodatku kanabinoida in največje znižanje je pravzaprav bilo ravno pri matičnih
kjer smo videli, da kanabigerol zelo znižuje. Če zdaj samo pokažem končni rezultat, smo odkrili, da ta kanabigerol, ki je bil prvič tle uporabljen, pravzaprav skupaj z CBD-jem, to se pravi naši poskusi so, pokažem, naši poskusi so tako, kanabigerol in kanabidiol smo dali skupaj, kot vidite tam gora, in potem tudi še z THC-jem primerjali in več kontrol naredili in potem pogledali, kako to vpliva na celice. In dejansko smo ugotovili, potem smo pa dodali še temazolamid, to je pa kemijski kemoterapeutik, in videli, kako vse to, katera kombinacija najbolj prime na matične celice predvsem, in to smo res potem dokazali. Drug pristop je bil pa tam, da smo hoteli pogledati res bolnike, da bi videli, ali bi lahko napovedali, ko smo naredili vse to, ko smo analizirali, dodajali in tako naprej, ko smo merili vse parametre, kaj se dogaja s celicami in ko smo to še potem analizirali s pomočjo bioinformatskih orodij, smo poskušali ugotoviti, ali je res, kaj na tem, da je vplivno, da vpliva na učinek kanabigerolov nivo receptorjev. To je v bistvu. Če bi to vedeli, potem lahko napovemo tam, temu pacientu bo pomagala, temu pa ne bo, temu bo pomagala ta kombinacija in tako naprej. Vsaj v čem seveda zdaj? V tem, da tukaj smo potem več receptorjev gledali, to je spet pač za nepoznavalce pravzaprav nič ne pomeni, ampak ugotovili smo, da je signifikantna korelacija med določenimi vrstami receptorjev, matičnostjo, torej to je nekaj malignega, torej to je čim manj matičnih celic, bolje torej, in da jih tudi lahko uničujejo, to že prav, in pa seveda z invazivnostjo. To je že zdaj malo čez Evropo, ampak samo mogoče, da dobite občutek, kako deluje, kaj smo naredili, to se pravi CBD, THC, CBD, in tukaj smo videli, da zniža proliferacijo celic, poveča smrtnost celic, zniža invazijo, to se pravi, kako celice invadirajo, seveda, kako se gibljajo in povzroči tudi njihovo diferenciacijo. Skratka, vse te parametre smo videli, da s temi kombinacijami lahko dosežemo in vitro. Kako se pa dogaja in vivo, pa žal ne vemo, pa še tu je veliko odprtih vprašanj in to je še delo za mojo skupino, ki ostaja za mano, vsa aktivna in tukaj je nekaj slik iz laboratorija in mislim, da dobro napredujejo in naprej. In da tole, kar delamo, dinotropija, to je pravzaprav ena vrsta konoplje, ogromno vrst konoplje, ki so poimenovali pridelovalci na različne načine in jaz mislim, da tole ni vse za manj, da vendar ne bomo enkrat tudi s tem dosegli pač zdravo dolgoživost in manj raka, ali pa vsaj olajšanje simptomov, če že ne ozdravljanje. Tako da upanje umre zadnje, pravzaprav zadnje je pa zahvala vsem sodelavcem, ki so pač tudi na teh projektih sodelovali in s tem bi se tudi zahvalila. Hvala lepa za pozornost.